Dober dan, pozdravljeni v Mestnem muzeju. Na razstavi, ko ste v domu, pojdite v muzej. Moje ime je Luka Savič in vas bom popeljal skozi 5 umetniških del. Predstavljeno je 5 zbirk. Izpostavil bom dela, ki se meni zdijo zanimiva, nekatera so mogoče manj opazna, nekatera bolj opazna. Rad bi pa predvsem opozoril na to, da je v bistvu razstava izredno raznolika in da skriva v sebi veliko zakladov. Nekateri so manjši, nekateri večji. Tako da bi kar mogoče za začetek vam predstavil delo, ki se meni zdi izredno zanimivo. To je delo Andreja Kadere. Gre v bistvu za umetnika, romunskega umetnika, ki se je ukvarjal z odnosom med umetniškim delom in institucijo, oziroma tudi med umetnikom in institucijo. Kot vidimo, se je tukaj ukvarjal tudi pri vse te palice, ki jih on na nek način v bistvu konstantno nosi s sabo in jih tudi sam producira, se ukvarja z odnosom med kiparstvom in slikarstvom. Ne gre pa samo za to, da bi bil v bistvu to nek tak formalističen poseg, ampak se hkrati ukvarja s tem, kakšen je odnos umetniškega dela do muzejskega ali pa galerijskega prostora. Mogoče taka anekdotična plat, da so po Franciji na primer srečevali nekega romunskega umetnika, ki je na svojih ramenih nosil pobarvane palice in je hodil po razstavah in je v bistvu postavljal v kot ali pa na stene razstav drugih umetnikov svoja dela. S tem je na nek način v bistvu preizpraševal odnos in sam status umetnika in umetnosti. Je bil tudi izredno kvaliteten in aktiven sogovornik, ko je prišlo do v bistvu vprašanja v bistvu institucionalnih praks in umetniškega sistema, tako da v bistvu je na nek način to še danes specifika velikokrat v bistvu vzhodne umetnosti, kjer se umetniki ukvarjajo z umetniškim sistemom. Na zahodu velikokrat se zgodi to, da pride do tega, da je umetniški sistem že samoumeven, na vzhodu pa v bistvu se umetniki preizprašujejo v sami funkciji in v samem delovanju umetniškega sistema. Zato se mi recimo to delo zdi zelo zanimivo. Hkrati je tukaj je pač manjše delo, ima pa zelo velik pomen in zelo veliko težo. Cela zbirka Sándorja je v bistvu fokusirana na romunske umetnike. Lahko vidimo velika imena, ki so povezana z Dado. Tukaj je tudi nekaj publikacij, ena izmed njih je tudi Kandinskega. Lahko vidimo tudi, se pravi, pri tej kolekciji lahko vidimo, se pravi, zgodovinsko avantgardo, potem neo oziroma postavantgardo in na koncu tudi v bistvu prakso po 90-ih letih, ki je nekako ta kolekcija podpirala v samem štartu, saj je v bistvu Romunija na nek način izredno podobna slovenskemu prostoru, kjer je sama umetniška scena oziroma sam umetniški mehanizem galerij, prodaje in muzejev in v bistvu kolekcionarjev je zelo slabo razvit. In mogoče je to lepa v bistvu vstopna točka, da gremo pogledat naslednjo kolekcijo, ki je v bistvu kolekcija Lah Contemporary, ki jo imata zakonca Lah in sta dva izmed največjih slovenskih zbirateljev. Imata izredno obsežno zbirko, kjer lahko vidimo velika svetovna imena, kot je na primer tukaj Beuys, Guido Steyerl, potem imajo tudi slovenske umetnike, ki jih je kurator Tevž Logar nekako postavil ob bok velikim imenom in so tudi seveda že danes del kanona. Na moji desni strani je István Huzjan in na steni levo od mene je Marjetica Potrč. Pa da ne bom v bistvu predstavljal samo slovenskih umetnikov, bi se rad mogoče posvetil neki figuri, ki je izredno popularna in izredno prepoznana v svetu fotografije in sodobne umetnosti. Gre za Roberta Mapplethorpa, ki se je ukvarjal z v bistvu identiteto spola, s homoseksualnostjo, z temi progresivnimi premiki v družbi. Pomembno je pač tudi poudariti, da je bil izredno vpet v celoten sistem, v bistvu, ko bi temu rekli, popularne visoke družbe v Ameriki. Druži se z velikimi imeni iz filma, iz glasbe,
seveda tudi iz umetnosti. In to delo je mogoče zanimivo iz tega vidika, ker se v sami Kaprici kaže poanto njegove prakse, seveda je več poant, ampak ena izmed bistvenih je tudi sam poudarja to, da je pornografija ponavadi razumljena kot nekaj takega obstranskega, kot nekaj, kar je na robu družbe, hkrati je pa on proba vrniti v nek v bistvu sodobni umetniški svet in hoče predstavljati pornografijo kot neke vrste izraz umetnosti. In s tem v bistvu tudi nakazuje skozi samo tehniko z izborom motiva, nakazuje na to, da se ukvarja z nekimi robnimi praksami, ki so tudi politično odrinjene na sam rob. Zdaj, če se počasi sprehodimo naprej, bomo prišli do Fondazione Sandretto Rere Bandengo, ki je ena izmed bolj vidnih, svetovno bolj vidnih kolekcij. Obsega izredno količino del, podpira tudi Beneški bienale s pomočjo produkcijskih sredstev, tudi Documento. Tako da mogoče je zanimivo, da poudarim to, da se skozi razstavo v bistvu plete več niti, ki skupaj kreirajo eno celostno sliko in za gledalce je mogoče zanimivo to, da ko vstopi v ta prostor, lahko najde povezave, ki so mu zanimive. Ne gre pa samo za to, se pravi, da bi tematsko kurator Tevž Logar postavil dela v isti kontekst, ampak gre tudi za to, da so posamična dela umetnikov, ki so iz različnih prostorov in izhajajo iz različnih praks, med sabo povezana. Kot smo videli prej pri Robertu Mapplethorpu, bomo tudi kasneje videli, naprimer, da se ta sama podoba oziroma sam predmet pištole pojavlja skozi celotno ali pa streljanje pojavi skozi celotno razstavo in to gre samo za eno izmed rdečih niti, ki jo je pletel kurator Tevž Logar. Se pravi, tukaj je v tej sobi je osrednjo delo Mauricia Catalana. Mauricio Catalan je seveda izredno slaven in prepoznan umetnik, ampak je mogoče iz tega konteksta zanimivo, seveda pričakujemo, da bo v neki taki zbirki Mauricio Catalan, ampak po drugi strani je pa ta zbirka oziroma fundacija ena izmed prvih, ki je podpirala dela Mauricia Catalana, ki je v samem štartu ni imel dobrega izhodišča finančno, kot večina umetnikov nima, ampak je v bistvu potem ratal pač neka velezvezda, ki konstantno presprašuje pač tudi odnos umetnika do umetniškega sistema, v bistvu tudi je na meji v bistvu nekega pop-arta in zaradi tega tudi zelo popularen na družbenih omrežjih. Sigurno vsi poznate delo, ki je obnorelo Instagram in Facebook, to je delo, ko je nalepil banano na zid galerije z duct tapom. Tukaj pa se skriva delo, ki ima mogoče po mojem mnenju večjo težo kot ostala njegova dela. Gre pa za, fizično ima veliko težo in tudi idejno, gre pa za v bistvu zbor oziroma izbral je ostanke napada na muzej, če se ne motim, v Milanu, ko je mafija napada, se pravi ta muzej, ki se je ukvarjal z kritiko delovanja italijanske mafije. In ta napad v bistvu je močno odmeval po celem svetu. Hkrati je pa Mauricio Catalan z neko preprosto gesto v bistvu arhiviral ostanke tega napada in nekako konstantno spominja gledalce na problem, ki je bil družben. Se pravi, ne dela to samo skozi podobo, da bi probal upodabljati napad kot agresiven, ampak proba skozi neko tako gesto v bistvu ljudi spominjati in to delo rata kot neke vrste spomenik tega napada. Če se počasi premikamo naprej v naslednjo sobo, gre za kolekcijo Fiveja. V tej kolekciji se mi zdi zanimivo to, da je sam Laurent Fivet umetnik, ki pa ima tudi svojo zbirko. Nekako se tudi poleg mnogih tem se tudi fokusira na to, kako umetniško delo razumemo vedno kot v bistvu nek statusni simbol, izredno drago delo,
hkrati pa v bistvu ga on predstavlja lahko v nekem kontekstu kot izredno dosegljivo vsakemu človeku. In to ko boste prišli na obisk na razstavo, boste lahko sami odkrili, kako to naredi. Tukaj bi rad izpostavil eno delo, ki je mogoče je v bistvu na nek način v korespondenci z delom, ki sem ga prvega predstavil. Gre za delo Daniela Gustava Kramerja. Ponovno v bistvu je zanimivo to, da imamo v bistvu neko barvno shemo, tukaj imamo pač barvno shemo Mavrice, ki jo v bistvu umetnik naredi kot svoje delo, se pravi to barvo nanese ali se pravi v tem primeru na zid. Gre pa za v bistvu podobno potezo kot je delo, kot smo v prvi sobi videli s tisto palico. Gre za to, da umetnik skozi to, se pravi, ko daje navodila galeriji, kako naj naredi to delo, v bistvu komunicira z umetnostnim sistemom ali pa z samim muzejem ali galerijo in vzpostavi v bistvu nek dialog. Tukaj pa v bistvu gre za to, da je vsak dan mestnemu muzeju oziroma kuratorju Matevžu Žlogarju pošiljal eno barvo, ki so jo nanašali, se pravi, so nanesli en dan eno barvo, drugi dan drugo barvo in tik pred otvoritvijo še zadnji sloj bele barve. Gre tukaj v bistvu za neko delo, kjer se vzpostavi neka črta, ki ima izredno barvno globino, hkrati je skoraj neopazna, ima pa po mojem mnenju izredno veliko konceptualno težo. Tukaj se pravi, to, kar sem tudi prej omenil, imamo tam tudi pištolo, ki prisprašuje sam odnos podobe in v bistvu objekta. To boste lahko sami prišli pogledati in boste lahko ugotovili, kaj to delo v resnici je in kako je tehnično narejeno. Imate tudi zanimivo, imate potem zgodna dela, imate dela, ki so v bistvu izredno popularna. Imate tam Richarda Hamiltona v komunikaciji z Francisom Baconom. Tako da je v bistvu te povezave, ki jih boste odkrivali skozi razstavo, se mi zdijo nekaj, kar je v bistvu unikatno za naš prostor, ker gre za izredno kompleksno razstavo, hkrati je pa zelo preprosta, ker ponuja različnim subjektom, da se lahko vživljajo v različne diskurze. Če samo pogledamo tisto delo v spodnjem levem kotu, ki je ponovno zanimivo, so v bistvu sveče gorele isti čas, kot potrebuje svetloba, da pride od sonca do zemlje oziroma od zemlje do sonca. In ponovno imamo neko povezavo med svetlobo, v bistvu Mavrico, tako da v bistvu, ko se gledalec prehaja skozi muzej, se mi zdi pomembno opozoriti na to, da lahko išče povezave in jih bo tudi našel. Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection se ukvarja v bistvu z kolekcijami oziroma se ukvarja z umetniki, ki so osredotočeni večinoma na ekološke tematike. Mogoče je zanimivo opozoriti na to, da je v času korone ta fundacija podpirala umetnike in je odkupovala njihova dela, da jim je pomagala v bistvu, da so lahko preživeli, hkrati so pa naredili tudi neko zbirko in tukaj imate prvič lahko v bistvu mednarodno vidite predstavitev tega njihovega projekta, ki so ga izvajali v teh težkih časih. Dana Avartani je v bistvu umetnica, ki je v bistvu Savdi-Palestinka. Ukvarja se seveda tudi z islamsko tematiko, v večini se ukvarja z islamsko tematiko. Tukaj lahko vidite v bistvu vtise prestreljenih fasad, katere je ona skozi ki jih je v bistvu vtisnila na ta platna, je v njih izrezala luknje in je potem simbolno dala zašiti te luknje. Gre za neke vrste tak ezoterični poizkus, kako lahko v bistvu zašijemo oziroma pozdravimo rane in direktno se referira to delo tudi na arabsko mistiko,
kjer so v bistvu vloge zdravilnih rož izredno pomembne. Dela, kot sem rekel, razstava v bistvu obsega veliko tematik. Večinoma se te zbirke ukvarjajo se pravi, vračajo nazaj javnosti, se pravi, kolekcije vračajo nazaj del javnosti, se pravi, ali delajo fundacije, ali delajo izobraževalni program, ali pa so preprosto zbirke samo javno dostopne gledalcem, kar ni značilnost vseh privatnih zbirk. Veliko privatnih zbirk v bistvu umetnost razume kot blago. V tem primeru pa v Mestnem muzeju lahko vidite, kakšne so tudi druge prakse zbirk, in zato vas vljudno vabim, da obiščete razstavo. Seveda lahko pridete tudi na vodstvo. Rad bi pa še povedal to, da vam želim lep kulturni praznik in ostanite zdravi. Srečno!